Vatikan je prvič v neposrednem prenosu prek televizije in radija prenašal papeževo jutranjo mašo iz kapele doma Svete Marte. Želim si, da bi vse religije rekle, ubijanje v imenu Boga je satansko. To je osrednji poziv, ki ga je papež izrekel v pridigi, v kateri je spregovoril o tem, kako se je pater Amel soočil s svojo smrtjo. Jezus je prvi mučenec, ki je dal življenje za nas. S to skrivnostjo se je začela vsa zgodovina krščanskega mučeništva, od prvih stoletij do danes, je dejal papež. Prvi kristjani so izpoved vere v Kristusa plačali s svojim življenjem. Ponujena jim je bila apostazija, torej darujte našim bogovom, in ko tega niso storili, ko so zavrnili apostazijo, so jih ubili. To se ponavlja tudi danes, ko je v cerkvi več krščanskih mučencev kot v prvem obdobju cerkve. Oggi ci sono cristiani assassinati, torturati. Danes kristjane ubijajo, mučijo, zapirajo, koljejo, ker nočejo zanikati Kristusa. Pater Amel je del te verige mučencev, je dejal papež, in tega francoskega duhovnika označil za dobrega, blagega človeka, ki si je prizadeval za bratstvo in mir. Umorjen je bil, kot bi bil zločinec. To je satanski način preganjanja. A pater Amel je kot Kristus sprejel mučeništvo na oltarju. Papeža je posebej presunilo, kako je v tistem trenutku z vso jasnostjo izrekel ime morilca. Z vso jasnostjo je rekel, pojdi od mene, Satan. Na oltarju je imenoval avtorja preganjanj. Ta zgled poguma, mučeništva in njegovega življenja, v katerem je pomagal drugim in si prizadeval za bratstvo, naj vsem nam da pogum, da gremo naprej brez strahu, je dejal papež in dodal, da je kot mučenec blažen v nebesih. Zato ga lahko prosimo, naj nam da blagost, bratstvo, mir in pogum, da povemo resnico. Ubijati v imenu Boga je satansko.